Epidemija nas je postavila pred nove izzive in seveda so bili mladi pri tem posebej izpostavljeni, zlasti tisti, ki niso mogli hoditi fizično v šolo, na fakulteto, v srednjo šolo, ampak so morali delati od doma. Včasih smo jim tako delo, sedenje za računalnikom odsvetovali, v zadnjem letu so se razmere spremenile. Kaj opažate strokovnjaki, ki se ukvarjate z zdravjem otrok, mladostnikov, kakšen pečat to pušča na njihovem počutju? Ja, zanesljivo so to izredne razmere. Zdaj, če pogledamo stališča spanja in predvsem izpostavimo skupino mladostnikov, ki mislim, da so bili pravzaprav najbolj prizadeti v tej epidemiji, je predvsem to, da so že pred epidemijo spali premalo. Premalo pa so spali predvsem na račun tega, da pri njih v biološko pride do nekoliko zakasnjene faze cirkadiane biološke ure. Se pravi, da so najstniki nagnjeni k temu, da grejo zvečer spat nekoliko kasneje in seveda posledično tudi zjutraj težje vstanejo. Se pravi, postanejo nekakšne vrste sovice. In zlasti v nekaterih okoljih, recimo, kjer se srednje šole in pa gimnazije pričenjajo zelo zgodaj in se morajo potem dijaki še voziti v šolo, to potem privede enostavno do tega, da nimajo dovolj priložnosti za spanje. To spanje poskušajo nadoknaditi kasneje preko dneva, kar jim potem še dodatno zakasni njihovo fazo večernega uspavanja, ali pa poskušajo nadoknaditi to spanje med vikendi, ko pravzaprav zavzamejo nek povsem drug ritem, kot da bi prepotovali nekaj časovnih pasov. To, kar je prišlo z obdobjem epidemije, se je spremenilo predvsem v tej smeri, da morda se je pouk zjutraj pričenjal nekoliko kasneje, se pravi, so morda dobili nekaj več priložnosti za spanje, čeprav večinoma temu ni bilo tako. Po drugi strani pa so izgubili ta pomemben ritem človekovih dejavnosti. Za nas je pomembno, da imamo poleg tega, da smo seveda izpostavljeni preko dneva svetlobi in po noči temi, da imamo nek ritem stalnih dejavnosti, kajti to vse so dejavniki časa, ki našo biološko uro potem nekako res uskladijo 24-urnim ciklusom dneva in noči. In to, kar se je dogajalo zdaj v času epidemije, je seveda velika izpostavljenost svetlobi, tudi v neprimernem času. Oni so prebili veliko časa v času šolanja, se pravi v dopoldanskem času, včasih tudi do zgodnjega popoldneva, potem pa seveda še ostale družabne aktivnosti, ki so jih bili zdaj prikrajšani, se pravi druženje med seboj, ko so se ravno tako družili po vseh teh elektronskih medijih, in to potem dodatno vodi, da so zvečer izpostavljeni svetlobi, ki jo dajo različni zasloni, kar pomeni, da se njihova faza biološka cirkadiane ure še dodatno zamakne. Poleg tega veliko telesne neaktivnosti, vemo, objavljeno je bilo, da so otroci prekomerno pridobili na telesni teži, predvsem zaradi preveč statične aktivnosti, se pravi preveč sedenja za ekrani, premalo telesne aktivnosti. Tudi tisto, kar je zelo pomembno, recimo, če želimo, da bomo zvečer lahko šli spat v nekaj primerni uri, da bomo dobro spali, pomembno, da smo zjutraj izpostavljeni dnevni svetlobi, se pravi, da gremo na sonce, na dnevno svetlobo, tudi tega so bili pogosto prekrajšani, ker so veliko časa prebivali v zaprtih prostorih. Kakšne pa so in bodo posledice tako spremenjenega načina življenja? Posledice se zakažejo, predvsem se kažejo v obliki različnih čustvenih motenj, potem veliko nagnjenosti tudi k depresivni simptomatiki, anksiozni simptomatiki, kar dodatno poslabša spanje in potem pridemo v nek začaran krog. Slabo spanje še dodatno potem ojači vse te simptome, se pravi simptomi čezmerne dnevne zaspanosti. Če ne spimo dovolj, smo potem razdražljivi. Poleg tega smo seveda nagnjeni tudi k nekem prekomernem prehranjevanju, neki želji po zelo nezdravi hrani in potem seveda to vse skupaj dodatno privede do nekih posledic za zdravje. Tako da v tem času se srečujemo res kot so že poročali tudi otroški psihiatri, z velikim reboundom otrok, ki imajo predvsem težave na čustvenem področju. Tudi to dolgo obdobje šolanja od doma in potem zdaj, ko so enostavno mogli prevzeti nekako ta normalen ritem spet ponovnega šolanja, pri velikih sprožilo različne tudi težave v smislu neke psihosomatike, glavobola, bolečine trebuha in podobno. Pa na tem področju obstaja resna skrb, da bi veliko mladih
ostalo brez strokovne pomoči, kljub težavam, s katerimi se zdaj srečujejo? Zagotovo, zaradi tega, ker pravzaprav včasih te težave niti niso prepoznane v pravi meri in kako pomembno je pravzaprav za naše dobro počutje, naše urejeno spanje. In to je tudi to, kar želi pravzaprav letošnji svetovni dan spanja poudariti. Vemo, da dolgoročno in kronično neurejeno spanje vodi lahko v različne kronične bolezni. Problem pa je seveda, da pogosto, bom rekla, terapevtov, ki bi tukaj lahko priskočili na pomoč, tudi ni dovolj. Kako pa je pri nas s preskrbljenostjo specialisti na tem področju? Zdaj, kar se tiče za same težave s spanjem in se pravi to simptomatiko motenega spanja, imamo pri nas pač v bistvu dva centra. Eden je tukaj naš center za motnje spanja, drugi pa je v bistvu center za motnje spanja otrok in mladostnikov, ki deluje v Splošni bolnišnici Celje na otroškem oddelku, kjer je tudi edini laboratorij za snemanje spanja pri otrocih. Kar se pa tiče, se pravi, pomoči strani kliničnih psihologov, so na različnih koncih, ampak je problem, da že, bom rekla, že v predepidemskem obdobju so bile čakalne dobe izrazito dolge, tako da je tukaj nedvomno pomanjkanje. Je pa seveda v nastajanju mreža centrov za duševno zdravje, kjer naj bi bili tudi dostopni otroški, se pravi specialisti otroške in mladostične psihiatrije, ki pa seveda zaenkrat jih je težko izobraziti čez noč, se pravi to proces v nastajanju, tako da neki nastavki so, vendar bomo pa potrebovali še leta, da bomo prišli do tega, da bi bile te storitve res dovolj dostopne.